Otto Rimele se je v slovensko slikarstvo zapisal predvsem kot en takšen pronicljiv raziskovalec barve. V svojem zgodnejšem obdobju je barvo skušal razumeti v njeni snovnosti, se pravi, nanašal jo je na slikovni nosilec v takih debelih, reliefnih nanosih. Sčasoma pa ga je vedno bolj zanimala njena svetilnost. Nanosi na platno so se tanjšali, bili so vedno bolj lazurni in njegove slike, ki so bili še vedno povsem klasični nosilci, so postajale neke vrste ekrani. Sčasoma pa ga tudi to ni več povsem zadovoljilo in se je odločil najti nek način, da bo barvo popolnoma dematerializiral. In to mu je uspelo v nekih postopkih, v katerih je dosegel, da je barva iz njegovega objekta, slike objekta, na stene razstavišča sevala barvne sence. To je bil kar precej dolg proces, ampak nazadnje mu je to uspelo, verjetno najbolj ali pa najbolj odmevno na razstavi, ki jo je imel leta 2003 v nekdanji cerkvi cistercijanskega samostana v Kostanevici na Krki. Za tisto razstavo z naslovom Iluminacije je tudi leta 2004 prejel nagrado Prešernovega sklada, se pravi, nek poseben pristop k obravnavi slike in barve je bil nekako prepoznan kot vreden nekega posebnega priznanja. V čem je pravzaprav bila poanta tega? Na velika platna, ki jih je napenjal na zelo zapletene podokvirje, to so bili precej debeli podokvirji, z diagonalno zapognjenima stranskima stranicama. Torej, prednjo stranico teh slik je obarval navadno v več odtenkih bele, tako da se je gledalcu izgubljala izpred oči, ko je stal pred njo. Ampak te zamaknjene stranice, ki jih gledalec ne opazi, če stoji frontalno pred sliko, pa je obarval z intenzivnimi, fluorescentno sijočimi barvami. In te barve so potem na stene razstavišča sevale sence. To se pravi neka res popolna dematerializacija barve. To je nekaj, kar bi rekli je neka najbolj splošna karakterizacija Otta Rimeleta, torej iz nekega objekta, ki je fizično težak, zares težak, tako težko ga je dvigniti, se potem zgodi nekaj, kar nam ustvari vtis, da nekaj lebdi na stenah v zraku in je popolnoma brez vsake težnosti in brez vsake mase. Seveda je v daljšem razdobju potem zelo variiral to svojo osnovno idejo, jo napolnjeval z različnimi vsebinami. In razstava, ki jo je na začetku leta 2022 postavil v Galeriji mesta Ptuj, je predstavil nekaj zadnjih svojih ciklusov, ki seveda več ali manj izhajajo iz te njegove osnovne ideje. Je pa dodal neke nove vsebinske elemente. Razstava je naslovljena Lestev in nebo, o tem morda nekaj kasneje. Da pa je postavljena v mestu Ptuj, pa ni čisto brez razloga. Prvič je slikarja Mikalo razstavišče samo po sebi, ki je privlačno za številne avtorje. Drugič pa je na mesto Ptuj na nek poseben način navezan. V to mesto je zahajal kot otrok na obiske k babici in dedku, stricem, skratka sorodnikom, in je to mesto že v nežnem otroštvu doživljal kot nekaj posebnega, kot kraj neke posebne lepote. In kot sam trdi, mu je to vendarle tudi pomagalo izoblikovati njegov umetniški kredo, njegov pristop do umetnosti, do estetike, do lepote kot take. In ko smo se dogovorili za razstavo na Ptuju, je to razumel kot neko svojstveno vračanje v otroštvo. Pri tem se je domislil, spomnil nekega kultnega filma ameriškega režiserja nemških korenin Wima Wendersa z naslovom Nebo nad Berlinom. To je en takšen silno poetičen film, za katerega je besedilo pisal Peter Handke. In režiser, ki je to snemal pravzaprav v času, ko je v Berlinu vrelo od političnih in tudi umetniških tendenc, to je bilo leta 1987, je ne oziraje se na to, se skušal s tem filmom vrniti v svoje otroštvo. In to je na nek način inspiriralo tudi Otta Rimeleta. Zdaj, če se kdo spomni tega filma,
bistvo je, recimo eno sporočilo je, da so edino otroci v svoji nedolžnosti zmožni uzreti angela in potem gre tudi za to transformacijo angelov, ki so nesmrtni, da se po neki odločitvi vrnejo v smrtnost in seveda doživijo neko človeško ljubezen. Nekaj teh osnovnih elementov, najpomembnejših elementov tega filma je po svoje inspiriralo tudi Ota Rimeleta pri njegovi odločitvi, kako zasnovati razstavo v ptujskem razstavišču. Razstavo je razdelil na 5 poglavij, začel je s prologom, v katerem se je pravzaprav predstavil publiki z nekaj svojimi tipičnimi deli in dostavil k njim tudi svoj avtoportret, ki je nastal v odnosu do njegovih berlinskih portretov. Torej, berlinski portreti so nastali leta 2018 na študijskem bivanju v Berlinu in kasneje jim je na enak način, v enakem načinu dela dodal še svoj lasten avtoportret. Zdaj, če se kar premaknemo iz tega prologa v berlinske portrete, bi pravzaprav smela celo reči, da Otto Rimele, ki se v svojih delih pravzaprav večno ukvarja s temi temeljnimi, večnimi vprašanji človeštva, nas nagovarja tudi, da se lotimo branja teh osnovnih filozofskih del starih, še antičnih piscev, tudi Biblije v končni fazi, ne? Se pa vendarle v teh berlinskih portretih dotakne sodobnega časa. Že v samem naslov je dodal 2 letnici, 1961 in druga je 1989, to sta letnici, ko je bil berlinski zid zgrajen in je razdelil Berlin na 2 dela in seveda tudi prebivalstvo. In letnica 89, ko se je ta berlinski zid porušil. Skratka, gre za neko zelo živo časovno obdobje, v Berlinu se je takrat dogajalo vse mogoče in Rimeleta je pravzaprav nekako zanimalo, kako so se ljudje v tem nenavadnem mestu počutili in kako so uravnavali svoje življenje glede na zid, ki jih je ločeval. Zamislil si je 13 oseb, moških in žensk in to so sicer zrasli v njegovi domišljiji, ampak za njega so bili to realne osebe, dal jim je imena in za vsakega je izdelal portret, ki obstaja iz lesenega, vertikalnega telesa, ki ga je obarval na zanj značilen način, to se pravi s temi fluorescentno obarvanimi diagonalnimi stranicami, ki sijajo auro na stene razstavišča. Za vsako osebo pa je izbral drug les, torej drug značaj lesa. Skratka, v teh portretih je uzrl neko pokončno držo posamičnih Berlinčanov in ni vseeno, kako so veliki ti objekti. Pravzaprav zavzemajo neko povprečno mero od konca hrbtenica pa do vrha glave, kolikor je povprečno navadno velik človek, malce variirajo te višine, ženske so malo manjše kot moški. Skratka, ta njihova pokončna drža zajema tudi temeljne organe človeka, torej možgane, hrbtenico, ki je pokončna, hrbtenjačo, možgane in na končni fazi tudi srce. Torej tisto, kar je odločilno, kar karakterizira značaj nekega človeka. In če se zdaj spomnimo nazaj v zgodovino, kaj je bilo v preteklosti tako pomembno pri portretih, vedno znova, tudi še danes želimo, da portretiranca prepoznamo nemudoma. Nemudoma vemo, kdo to je. Vendar se je od nekdaj pri portretih cenilo tudi to, da je umetnik zmogel ujeti značaj človeka. Ne zdaj samo tisto fizično podobnost, ampak tudi njegov značaj. In mislim, da je to bila neka linija, za katero je stremel Otto Rimele, ko je delal svoje Berlinčane in potem pritaknil še svoj lasten avtoportret. No, zdaj, če se osredotočimo na naslov razstave, v bistvu je sestavljen iz 2 delov. Najprej govorimo o lestvi. Lestev je seveda nek fenomen, ki je že zelo dolgo prisoten v likovni umetnosti. Najbolj se navadno sklicuje na tisti znano zgodbo iz Svetega pisma, iz Stare zaveze. Očak Jakob je zaspal na poti v Haron
in tam je v snu uzrl lestev, ki je segala neskončno v nebo in po njej so se vzpenjali in spuščali angeli in to mu je pravzaprav omogočilo nek pogovor z Bogom. Ko se je zbudil, se je zavedal, da je Bog njemu podelil tisto zemljišče. In tam je potem zgradil tempelj in ta zemlja je potem bila njegova in njegovih potomcev. Skratka, ta prizor iz Stare zaveze je v zgodovini likovne umetnosti neštetokrat upodobljen. Seveda pa to ni značilen motiv samo za krščansko ikonografijo, poznamo lestev tudi v antiki, recimo, ker smo že na Ptuju, da omenim mitraizem, ne, torej tudi v mitraizmu se pojavlja lestev s 7 klini, kajti imamo 7 iniciacijskih stopenj za svečenike mitraizma, ne. Skratka, te stvari so razširjene praktično v vseh verstvih, ne. Zdaj, v tej osnovni Jakobovi zgodbi v Svetem pismu ni zapisano, koliko je klinov na lestvi. Poznamo pa v krščanski ikonografiji 2 varianti. S 7 klini, kar pomeni 7 krščanskih čednosti in pa 15 klinov, kjer je spet 15 čednosti, po katerih se moramo spet, da dosežemo tisto, kar nam pravzaprav krščanska etika in morala velevata, ne. To je prastar motiv, ki se je seveda skozi zgodovino umetnosti zelo variiral, tudi v sodobni umetnosti je pogosto prisoten, recimo pri Kirbišu, pri Živku Marušiču, ne. Skratka, bi našli kar nekaj avtorjev, ki so to uporabljali in tudi Otto Rimele se je poslužil tega motiva. In sicer en sklop Rimeletovih del, ki so, smem reči, precej uspešna, to so akvareli, on je izvrsten akvarelist, in ti akvareli navadno nastajajo največkrat na morju. Ob morju, kjer se pač slikar prepusti temu pogledu na morje in na nebo, ne, in potem na takšen element, ki ga Otto Rimele zelo študira, je obzornica, ne, to ta navidezna črta, kjer se stagneta morje ali pa zemlja in nebo. No in pred leti je bil povabljen na likovno kolonijo v Zagorje, kjer pa seveda ni morja in kjer tudi ni nobene ravnine in so ga presenetili te hribi, ki se vzpenjajo precej strmo. In takrat je doumel, da pravzaprav ne more zdaj več slikati teh izredno vodoravnih krajin ali pa marin, ne, ampak mora zavzeti neko drugo držo in je postavil kos papirja po konci, ne več vodoravno, pač pa po konci, in je potem skušal splezati po teh hribih, simbolični način, seveda s pomočjo lestve. Hkrati se je zgodilo tudi v njegovem zasebnem življenju neko odhajanje, umrli so mu starši in istočasno se je začela to njegovo prespraševanje samega sebe, ne, kaj zdaj, kaj je sploh vredno, kaj narediti v življenju, kje je sploh neko poslanstvo, kaj nas čaka na oni strani. Tako da je ta lestev dobila pa res potem tisti izvorni, v njegovem slikarstvu, tisti izvorni pomen, kot ga beremo pač v Svetem pismu. Kako splezati tja navzgor do nečesa, čemu rečemo neizrekljivo, nedosegljivo in še en kup je teh izrazov, ne. Tako da je s temi Jakobovimi lestvami naredil pravzaprav celo več serij. Tukaj je bila razstavljena recimo serija akvarelov, ki jo je 2 leti nazaj razstavljal tudi v Pratt Institutu v Brooklynu v New Yorku. Potem pa se je lotil še enega drugega pristopa, namreč Otto Rimele poleg teh objektov, ki sem jih prej opisala, vendarle vztraja tudi ves čas tudi pri klasični sliki, ki jo smatra za ekran. To so te ekrani, če jih smemo tako res imenovati, recimo takšni, kot jih je recimo slikal Rotko ali pa v slovenski umetnosti recimo Gnamuš, tisti, ki bi recimo bil najbližje temu idealu. No, ampak tako zna slikati tudi Rimele. In naredil je več teh slik, ki jih je nekajkrat celo poimenoval kot vrata. In če dolgo opazujemo, če se prepustimo tem delom, opazimo, da se barva nekako zgosti in rahlo zatemni na robovih likovnega polja, medtem ko je v sredici svetlejša in dobimo nek občutek, kot da je to nek okvir, potem pa se tem sredini slike nekaj odpira v neko tretjo
dimenzijo, kot da bi se neka vrata res odškrnila. In recimo tako je naslikal serijo 7 slik, ki so razstavljene v največji dvorani ptujskega razstavišča. In če smo pozorni in poglobljeni opazovalci, seveda se nam res ta vrata na nekaterih slikah so zaprta, drugje samo malo priškrnjena, spet nekje drugje na široko odprta, tako da z one strani seva neka taka res sijoča, bleščeča svetloba in nas nekako zvablja na tisto ono stran, ki je zaenkrat mi tu še ne moremo poznati. In na teh slikah, torej vrata so, neka pot v onstranstvo je nakazana, neba pa ni. In tu se zdaj začne ta drugi del naslova, torej najprej je Rimele teh 7 slik poimenoval portali prehajanja, potem pa jim je dodal še drugi del naslova nebo. Torej to spraševanje, ki je ali nekaj bo ali ne bo, je zelo duhovito v slovenskem jeziku. Vsak jezik ima pač neke posebnosti in slovenščina se tu lahko gre neko unikatno besedno igro, lahko rečemo nikalno, da nekaj ne bo, lahko pa seveda ti dve besedi povežemo in dobimo nebo. Torej, kaj nas čaka na oni strani? Ali nič, nekaj česar ni, česar ne bo, ali pa nas čaka res nebo, neko onstranstvo. To so besedne igre, s tem se ukvarjal že Prešeren, če se boste malce spomnili iz osnovnih šolskih čitank. Ampak to je nekaj, kar v slovenščini nekako je prisotno, zelo zanimivo. In na teh slikah nam Rimela neba ni naslikal, ampak nas na nek način poziva, da si ga ustvarimo sami. Za pomoč nam je pa žice spletel lestvice in jih nataknil na zgornjo stran teh slik. Malo nam je pa vendarle pomagal. In kaj avtor sam pravi o teh svojih slikah, torej v celotnem svojem opusu? Da njegove slike nikoli niso namenjene temu, da bi nam zakoličile neko sporočilo, da bi nam rekli, to je slika, ki nam pripoveduje to pa to. Njegove slike nas vedno znova vabijo predvsem k temu, da se mi sami obrnemo vase in poskušamo znotraj sebe najti to svojo sliko oziroma to sporočilo, ki nam ga Rimeletova slika nekako asociira oziroma v nas sproža. To se pravi, Rimeletova slika je samo pripomoček za nas, gledalce, če seveda to zmoremo in če tudi ob gledanju njegovih slik nek nebo zmoremo spremeniti v nebo.